Živijo sem skupaj. Že je teden naokoli in tako čas za naše tedensko druženje o skrivnostnem svetu energij. V tokratnem videu ne bom samo govorila o energijah, ampak bom tudi pokazala eno tehniko, ki meni več kot pomaga, da presežem ta čudna stanja, ko se počutim v obupu ali slabe volje, ko samo vlečeno vzdolj, se poznate te občutke. In sicer zato, da boste videli v bistvu, o čem jaz sploh govorim in kaj sploh delam, ko velikokrat rečem, da izvajam neke energijske tehnike ali pa ko meditiram. Veliko tega, kar jaz delam, v bistvu je fizično-gibalno-dihalnih tehnik. Potem je pa tukaj drugi del, ko pride na vrsto ozaveščanje in meditacija oziroma pogled vase ali pa pridobivanje odgovorov in uvidov za neke stvari, ki se mi dogajajo in bi želela jih razčistiti oziroma si razjasniti. Včeraj sem imela, oziroma v ponedeljek, sem imela zvečer Živim z energijo vadbo, ki jo zdaj izvajam vsak ponedeljek ob 8:30 na osnovni šoli Dušana Bordona v Kopru, tako da se lahko še vedno pridružite. Skupinica je zaenkrat že ustvarjena in smo prav luštni in smo delali, naprimer, to tehniko, ki jo bom potem na koncu pokazala. Zame je bil ponedeljek tak malo napet dan. Z Lucijanom sva bila v Ljubljani in sva urejevala ene stvari, kupovala. Bilo je kar naporno, tako da potem, ko sva prišla domov, je bila prva stvar, da sva šla se sprostiti. Sprostila sva se s plesom in potem sva delala še kundalini, to je ena taka luštna tehnika, si sem o njej že govorila. In potem še par tehnik za dvig energije. Na koncu sva izvedla to tehniko, ki jo bom pokazala danes. To je tehnika za preboj in premik v novo smer. Tehniko sem kanalizirala že več let nazaj. Bila je v bistvu kot nalašč zame, ampak je zelo močna in jo priporočam, da jo delate skupaj z mano, da boste tudi sami videli učinek tehnik. Mi smo recimo na tej vadbi smo jo delali in je bilo zelo močno. Seveda smo pa pred tem še se razgibavali, delali kung fu za razbijanje napetosti, malo tai čija in potem na koncu smo se umirali z meditacijo. Vsi so potrdili, da so se precej boljše počutili. In tudi od prejšnjega tedna, ko smo imeli prvič našo vadbo, so rekli, da nekako je bil ta učinek viden v vsakodnevnih opravilih. Zdaj seveda dvigniti svojo energijo ni tak problem, večji problem jo je zadržati pri sebi. Zato, ko vas zagrabijo tisti čudni občutki, je dobro nekaj s tem narediti. Jaz recimo, če predolgo časa čakam, mi energija toliko pade, da potem se moram kar precej pomatrati, da pridem ven iz tega. Saj s temi občutki, veste, ni nič narobe. Vsi smo polni, bomo rekli, nekih takih težkih občutkov. Nobeden ni izjema. Razlika je samo ta, da ti imaš neko orodje, s katerim si pomagaš te občutke pozdraviti, ozavestiti ali pa celo izstopiti iz tega stanja. Ker recimo neka stanja, kot so nek obup, ko se smilimo sami sebi, ko mislimo, da smo za en dreg, da nismo nič okej in tako naprej. Iz teh stanj je treba nujno iti
ven, ker ta stanja požirajo največ energije. Zdaj, naj poudarim sem to, da ko greš iz teh stanj ven, ni dovolj. Ti moraš ozavestiti, zakaj si sploh v tem stanju, oziroma kaj te privede v stanje, ki se ti recimo večkrat ponavlja. Saj verjetno se vam ponavljajo eni in isti občutki ali pa negativne misli. Nekako se to kar, ni to nekaj, da bi se spremenilo z dneva v dan, ampak je več in manj enako. Jaz sama grem pogledat, najprej se spravim ven iz tega stanja, da si dvignem energijo, se pravi z določeno tehniko. Potem grem pa ozaveščati v meditaciji, v rekapitulaciji, rebirthingu ali katerikoli drugi tehniki, zakaj prihaja do teh stanj, zakaj recimo jaz o sebi negativno razmišljam. In tukaj je v bistvu ta skrivnost, tukaj dobiš odgovor potem, zakaj se ti to ponavlja. In ko to ozavestiš, dobiš uvid v to, zakaj se tebi ves čas provocirajo ti občutki, potem si v bistvu že skoraj naredil večji del tega, da ne boš več nasedal tem lažem. Občutki so ena taka zoprna stvar, ker najraje bi se vsi dobro počutili, ampak v življenju ni tako, so vzponi in so padci in ravno je tako enako pri občutkih. Včasih se počutimo super, fino, fajn in včasih smo bolj džu, rečejo Italijani. Tudi takrat, ko si malo bolj tako, bi bilo fajn, da se sprejmeš, ni konec sveta. Imamo možnosti in orodja za to, da si pomagamo. Predvsem je važno sprejemanje sebe, tega stanja, ki je, in potem, da greš v neko razrešitev. Mislim, da sem zajela tisto, kar sem želela. Zdaj vam bom pa pokazala to tehniko, ki se imenuje tehnika za premik in preboj v novo smer. Je močna tehnika, delaš jo z močjo, se boste videli, takrat jo narediš, ko čutiš, da rabiš preboj in seveda jo ponavljaš čim večkrat, zato da opaziš razliko. Uživajte v tehniki. Tehnika, ki jo bom pokazala, ti pomaga priti iz teh čudnih stanj, obupa, žalosti ali jeze, ko te dajejo negativne misli in si želiš v bistvu preseči to, priti ven iz teh čudnih energij. To tehniko sem sama kanalizirala enkrat na eni delavnici in seveda vedno mi je pomagala, ko sem jo rabila. Verjetno je bilo že z namenom, da sem jo dobila. Zdaj jo pa predajam tudi vam, tako da lahko naredite, kadarkoli se počutite bolj dol. Pri tehniki so kolena pokrčena in pa dihamo v bistvu močno, globoko, kolikor lahko. Pa začnimo.
kot ste videli, delam v višini grla. Grlo ti v bistvu pomaga pri odločitvi, da greš ven iz nekega stanja ali pa da narediš neke spremembe v življenju. In delamo na 3 ali na 6. Bom pa zdaj ponovila še 2-krat, tokrat počasneje, da boste lahko delali zraven. Se pravi, pokrčimo kolena, roke pripravimo ob telo in vdihnemo. Začnemo z desno roko in končamo z levo. Gremo. In še enkrat. Zdaj bomo dali roke na tantien, oziroma pod popkom. Zapremo oči in začnemo dihati globoko. Energijo, ki smo jo zdaj zbrali, bomo vdihavali vase, v svoje telo. Jo prizemljevali, zgoščevali. In zdaj bomo usmerili tja, kamor si želimo, da bi zdaj ali nekaj spremenili v svojem življenju, ali kaj izboljšali. Usmerjamo jo tako, da vizualiziramo sebe, kot da smo to že naredili in da se tudi počutimo v telesu na ta način. Počutiti se moraš, kot da si to že naredil, naredila. Kot da je že tukaj to, v tebi.
tudi če ti govori, da ni res, kaj, to so laži, v redu, si rečeš, zdaj trenutno ni res, ampak enkrat pa se bo zgodilo. Tako da lahko v bistvu sprejmeš to kot del tega, del procesa, del poti, da prideš do svojega cilja. Roke daš ob telo, se odpreš. Prizemljiš to energijo, recimo, da rabiš poguma, ali veselja, ali sreče, ali volje, moči, vztrajnosti, discipline, karkoli od tega. Dovoliš si in sprejmeš to vase. In zaključimo. Pokazala sem ti enega izmed načinov, kako preseči svoje stanja. Teh je tudi več, oziroma so še druge tehnike, s katerimi si pomagamo dvigniti svojo energijo, začutiti v bistvu, kje sploh imamo omejitve. Ker dostikrat se mi zdi, da smo kar v enih čudnih filmih in se niti ne zavedamo, da smo v nekih omejitvah ali pa da delujemo iz nekih čudnih vzgibov. Tako da vse te tehnike seveda pomagajo, če jih delaš redno, če jih sprobavaš v svojem življenju in pa da ne pozabiš na ta drugi del, se pravi, da prizemljuješ lepe, dobre stvari, tako kot sem prej rekla, ali pogum, veselje, vztrajnost, močno voljo, ker vse to potrebujemo na naši poti, pravzaprav vsak dan, ne? Lepo se imejte in se vidimo naslednjič z naslednjo tehniko. Čau, čau.